Lepo pozdravljeni v tokratnem podcastu. Marsikdo med vami morda že zelo pridno spet spremlja oddajo Moj dragi zmore. Kar nekaj let je bilo vmes pavze, temu lahko rečem. In zelo sem vesela, da je danes z mano dama, žena, gospa, mama, ki jo ne potrebujem prav posebej najavljati in razlagati, kdo to je. Nina Usenar, živjo. Kontrec. Kontrec, vidiš? Evo. Žena, ne, si rekla, tudi redko srečno poročena, tako. Ženska. In vidiš, ušel mi priimek in to veš zakaj? Ti povem? Povej. Zato, ker nazadnje, ko sva res sproščeno govorili, je bilo, ko sva skupaj sodelovali pri eni oddaji na nacionalni televiziji, pa tudi ne bova zdaj koliko let je od tega, nekaj kar že. In takrat še ni bilo tega priimka zraven, ne, tako da si mi ustala kot Nina Usenar, ampak zdaj pa srečno poročena. Zdaj sem pa, veš, ker sem Usenar Kontrec, sem okej, ne? Zdaj, odkar poznam svojega moža, sem okej. Ampak hvala za to lepo predstavitev in kako lepo, Eva, da po tolikih letih sediva skupaj, da smo se dobili na kavi in da bomo imeli en tak res krasen ženski klepet. Jaz sem se te ful veselila. Lepo, enako. In evo, ob kavici, ki je meni pač zelo en tak ritual v dnevu. Ne samo ob kavici, prinesla si tudi mečkano za posladkati, a to smeva? Ja. Ne štejemo kalorij, ali kako? Ne štejemo. Čakaj, bova odprli tele praline, ki so v bistvu res tako dobri, tako zadiši, ko odpreš to škatlico. Aha. Evo, takole. Se pravi, v sodelovanju s Čokoladnim muzejem sem jaz ustvarila svoje praline in svoje čokoladice, veganske, kakopak. Seveda. Te bova še govorili, a ne? Tako da, evo, ponudim, glej, takole. Super. Okusi so zelo različni, kava, mak, limona lešnik, mača lešnik, češnja lešnik. To bom še mečkan pustila, zato da bomo, da bova potem, ker veš kako, tudi jaz vedno rečem, da čokolado jest med tem, ko imaš tak pogovor, je sicer zelo dobro in slastno. Imaš pa lahko potem malo težave pri govoru, verjetno poznaš to zadevo sama pri oddajah. Pa še lešniki pa nama bo šlo med zobe, pa tako. Ne bomo si tega privoščili. Nina, začela bom kar pri oddaji, zato ker prej sva se že mečkano pogovorili, da je nekaj let od zadnje sezone, zdaj pa že nekaj oddaj spet bilo možno videti na televiziji. Kako je biti nazaj? Res je 10 let od tega, no, se lahko kar poveva, pa jaz svojih let ne skrivam, jaz bom kmalu stara 42 let, ponosno jih nosim. In čudovito jih nosiš. Hvala lepa, hvala enako, ti si sicer še mlajša od mene, ampak ja. Skratka, moram ti povedati v bistvu, da po tem res brutalno težkem obdobju, ki sem ga imela, ne, ko sem v bistvu toliko let bolna ležala v posteli, sem se spraševala tudi to, ali bom še kdaj sploh stala na odru. Najprej sem se spraševala, ali bom sploh ostala, ker je bilo tako hudo, potem ali bom vstala iz postele in nazadnje, ali bom še sploh stala na odru. Ne? In v bistvu je zelo zanimivo, kako se ti takrat, ko pač res hudo zboliš, vse želje, ne, se ti zreducirajo na eno samo in to je pač, da bi ozdravela. Ne? In nekako, tako ko sem razmišljala in ko sem zelo veliko tega časa, ko si v bistvu sam seboj, se zgodi ena taka retrospektiva dosedanjega življenja, ne, in v bistvu imaš res možnost vpogleda vase, ne, in marsikaj se prevrednoti, ne, in tako naprej. Ampak, veš, toliko in toliko časa v dnevu si sposoben to nekako kontemplirati in procesirati, toliko pa ne gre, ker se ti res lahko zmeša. Ne? In v bistvu takrat sem bežala v svoj avatar in sem tam živela neko tako polno srečno družinsko življenje, kjer ni bila pohabljena moja materinskost, kjer sem bila dobra žena svojemu možu, kjer sem bila prijateljica in sestra in hči, vredna svojih staršev. Tako sem takrat pač razmišljala, ne, v bistvu, da sem izgubila to svojo vrednost, ne, pač kot vse to, kar sem naštela. Ne. Čeprav moram reči, da moj mož mi nikoli ni dal občutka, da sem samo ženska v funkciji, ne, torej vse to pač, kar sem naštela. Ne. Ampak ja, in potem v bistvu tudi sem nekako veliko časa v dnevu sem preživela sama, ne, in nekako se potem mogoče tudi malo navadiš, da nisi obkrožen z ljudmi in po tolikih letih že iti v trgovino, recimo, vse sem se zelo razveselila, da sem lahko vstala, ampak iti med ljudmi, ne, ni bilo tako lahko v bistvu. Ne. Kar naenkrat te vsi
na nek način spet prepoznajo, te ocenjujejo, ne, dobiš v bistvu te poglede ocenjevanja in tako. In je bilo kar težko. Ampak sem si pa tudi v tem svojem avatarju predstavljala, da bom nekoč spet stala na odru, kar je bilo zelo zanimivo. Nisem si v bistvu mislila, da bom še imela sploh to željo, ampak sem ugotovila, da ko mi je bilo pa to v bistvu odvzeto, ne, sem pa ugotovila, da je to del mojega poslanstva oder. In ko sem vodila prvo oddajo Moj dragi zmore, po tolikem času, ko sem bila spet v tem beauty sektorju, mu rečem jaz, ne, ko so ljudje pač se potrudili zame, mi naredili krasen make-up, so me sfrizirali, so me oblekali, ne, v bistvu vse, tako nekako se ukvarjajo s teboj, ne, tako nekako je spet v ospredje prišla v bistvu ta neka ženstvenost, ne, in ta neka samozavest, ko te uredijo, ne, seveda tudi nekoliko zacveti, ne. In sem stopila pred kamere in potem v bistvu med pauzo, ne, ko se pripravlja oder za igro, sem prav doživela en tak moment, ne, in so se mi tako orosile oči, celo mislim, da sem potočila kakšno solzo, v bistvu ob tem zavedanju, da nekako mi je uspelo. Da mi je uspelo in da sem se, in ne samo, da sem ostala in vstala iz postelje, ampak da sem se vrnila na oder. Tako pač res nisem mogla verjeti, ne, in je bilo to zelo, zelo čustveno zame. In danes v bistvu, ko gledam te oddaje, ne, sem tako ponižno ponosna v svojem rdečem srcu, v bistvu, da sem še vedno dobra v tem. Absolutno, da ni šlo to stran. Ne? Ni šlo stran, ker v bistvu je tudi tega sem se bala na nek način, ne, ker v bistvu sindrom kronične utrujenosti je res huda bolezen. Jaz sem doživela pravzaprav res tisto zelo hudo obliko te bolezni, ne. Sprva pač niti se nisem mogla sama nahraniti, vilice so bile pretežke, žlica je bila pretežka, me je hranil moj mož, mi je pomagal po tuš in tako je res skrbel zame. Prvi 2 leti je bilo najhuje, ne. Sem bila tudi v bistvu kot v eni taki polkomi, nisem mogla oči odpreti, ko je Marlon prihajal do mene, to je bilo v bistvu najtežje, sem ga slišala, nisem mogla pa oči odpreti, ne, v bistvu, da bi ga videla, da bi ga pobožala, da bi ga stisnila k sebi, to je bilo res brutalno težko. Nekako v bistvu zdaj res, ko se vidim na televiziji, ne, in ko vidim, da še zmorem, ker takrat se mi je zdelo, da ničesar več ne bom sposobna, ne, da bom samo še ležala. Mislim, ta želja v meni sicer, da ozdravim, je bila tako neskončno močna. In jaz sem tako zelo trmasta in mene je tudi rešila med drugim ta trma in intelekt, da sem raziskala vse, da sem si v bistvu sama postavila diagnozo. Mož, ki mi je pač brezkompromisno, brezpogojno ostal ob strani, ne, ampak imela sem pa ta strah, ne, ker v bistvu tudi ta nek brain fog, skratka to neko pozabljanje, ne, se je zgodilo v času bolezni, ne, ni bil ta moj tako fokusiran, ne, zdelo se mi je, da moj intelekt ni več tako oster, ne, kar seveda ni res, ampak takrat, ko gre za mitohondrijsko disfunkcijo pri tej bolezni, ne, ko se v bistvu upočasnijo vsi procesi v telesu, se tudi to zgodi, ne, da pozabljaš, da nisi fokusiran, da nimaš fokusa in tako naprej. Ne. In sem se tega blazno bala, ne, ker v bistvu je ena taka velika vrlina moja pravzaprav, ne, na nek način s tem delam, ne, to je nekaj, kar uporabljam vsakodnevno in mi je zelo dragoceno, ne, v bistvu. Tako da sem tudi zvočne knjige so me reševale v tem času, ne, zvočnice sem poslušala, ker pač brati seveda nisem mogla, imela sem tudi zamegljen vid in pač bila sem tako izčrpana, da to ni bilo mogoče. Ampak po 2 letih, recimo, ko sem prišla toliko k sebi, da sem že imela dlje časa odprte oči in da sem celo popila kakšno kavo, ki jo imam tako zelo rada, ne. V bistvu, da sem pa poslušati začela zvočne knjige, ne, in sem jih ogromno preposlušala, da sem bila v stiku v bistvu na nek način s tem svojim intelektom, ne, s to kreativo, da sem poslušala. Krasni pripovedovalci so Audible Books, res toplo priporočam. Tako da, Zdaj, Nina, vem, da o svoji bolezni si veliko že povedala in tudi konec koncev v knjigi lahko preberemo vse, kar se ti je v tem času dogajalo. Vem, da tudi veliko gostuješ okrog in razlagaš pravzaprav svojo zgodbo in verjamem, da na ta način lahko marsikomu morda pomagaš, mu morda vliješ neko upanje, da bo lahko spet drugače, a ne? Ampak vseeno me pa zanima,
Ali si kdaj, recimo v tej dobi, zdaj se pravi, ko je knjiga zunaj, ko si ti v redu, ko se dobro počutiš, te je kdaj strah v smislu, a zdaj jaz slučajno že preveč delam, sem že preveč aktivna, kako hitro me to lahko pahne nazaj? Jaz sem v bistvu naredila vse v tem času, ko sem bila bolna, da sem se zdravila. In tudi moj mož vedno reče, da midva nisva želela nobenih kompromisov. Se pravi, tudi ko sem jaz že bila na ta način, da bi že lahko morda začela delati počasi, sva rekla ne, še leto ali dve, zaradi tega, da se ti res pozdraviš. Ker vse ostalo bi bil pač res slab kompromis, da v bistvu nekako ne živiš življenja, ampak ga životariš in v bistvu greš in delaš in potem si izčrpan. Tega si nisva želela. In zaradi tega sem raje počivala kak dan več še, tudi takrat, ko sem že bila v redu, preden sem začela delati. Sem pa bila v bistvu nekje po 3 letih, ko sem bila bolna, so me poklicali s Planete TV, da si blazno želijo, da bi takrat vodila piramido. In jaz nekako nisem mogla razlagati, kaj vse je narobe. Takrat tudi v bistvu še nihče ni vedel, da sem zbolela. Nekako tudi mediji so pisali o tem, da sem se pač umaknila, da živim krasno družinsko življenje, da sem pač zdaj mamica postala in da je to pač razlog, zakaj sem se umaknila iz medijskega prostora. No in sem rekla, je rekel mož, dej, mogoče ti bo pa to tudi malo pomagalo, tako za samozavest, dej poskus malo se zrihti, obleči se, pa 15 sestanek za 15 minut, pa v bistvu razloži, kaj se dogaja, situacijo, a boš zmogla. In takrat jaz v bistvu sem bila lahko po konci recimo 1 uro v dnevu, tako. Ko sem pa ležala, sem pa lahko v bistvu že tudi se malo pogovarjala in tako, in sem rekla pa ok, res pa grema, In to je bil res moment, ko sem obula visoke pete. Ne vem sicer, kako sem prišla po tistih stopnicah na do vrha, ampak me je trma gnala v bistvu, da sem prišla do vrha, in potem sva se pogovarjala z direktorjem televizije in sploh ni mogel verjeti, kaj se mi dogaja. In sem rekla, pač, da je nemogoče, da jaz mislim, da vsaj še 2 leti, najmanj 2 leti, če ne več, ne bom mogla pač delati. Je potem rekel, ok, in me je na nek način počakal, ampak trajalo je pa 7 let v resnici. 7 let in zdaj v bistvu nimam tega strahu, nekako sem se odločila, to je moja odločitev, da ne bom živela v strahu, da bi se mi to lahko ponovilo. Ko sem zbolela, nisem sebe imela najrajši na svetu. Tukaj moram biti iskrena. V bistvu to je bil tudi na nek način povod v to bolezen samo, ta perfekcionizem. Nikoli se mi ni zdelo, da sem dovolj dobra v nobeni stvari. In je bilo treba pač pretiravati vsem, s to perfekcijo, da sem bila mogoče približno zadovoljna, ampak nikoli pa zares. In dejansko v bistvu sem v vseh teh letih, spucala to perfekcijo, tako kot obrišeš steklo, da se ponovno leskeče. Tako sem spucala to perfekcijo iz svojega, iz svoje zelo bogate osebnosti, ker je pač res nepotrebna, ker je na nek način, ker je razdiralna in na nek način impotentna. In pač danes več nisem ženska, ki živi za perfekcijo. Danes se imam tako zelo rada, da sem prepričana, da se kaj takega ne bo ponovilo. Skratka, spim dovolj, delam izključno stvari, ki so mi blizu, ki jih ljubim. To ne pomeni, da pač v življenju ne pride noben izziv, ki je pač nekoliko trši in ni zdaj samo to, da pač res lahko počneš samo tisto, kar imaš rad. Seveda, kdaj pa kdaj moraš tudi iti preko sebe in kaj narediti, pač česar, kar ti ni ljubo, bom rekla tako. Ampak to so v bistvu te malenkosti, mogoče neki vsakdanji izzivi, ki jih imamo vsi. Ampak v smislu dela, v smislu tega, da bi se gnala zdaj nekako v karieri, pa še to, pa še to, pa še to, to pa ne. In tudi v bistvu, ko sem napisala knjigo, ko sem imela ta gostovanja po celi Sloveniji, v knjižnicah in tako naprej, sem si v bistvu sama kreirala svoj urnik, sem tudi marsikaj zavrnila za voljo sebe in svojega zdravja in časa ne žrtvujem, se pravi tega družinskega časa, ki ga preživljam s prijatelji, časa, ki mi daje
energijo. Ne pa, da mi jo jemlje. In tudi zato sem imela recimo tako po eno knjižnico na vsake 2 tedna, pač zelo na izi. In tudi, ko sem se odločila, da bom šla voditi oddajo Moj dragi z more, sem se počutila dovolj močno, da bom to pač naredila najbolje, kot znam, in da me to pač ne bo spodneslo. En mesec dela v bistvu je bil kar naporen, ta snemanja, sama veš, so skoncentrirana in so v bistvu kar naporna, ampak so bila tudi zelo, zelo nagrajujoča. Tako da sem vesela, da sem se odločila, da sem se vrnila na televizijo in ja, res to srečujem. Ravno to, ker zdaj nekaj oddaje smo si že lahko gledali, in ko te človek spet vidi na televiziji, res nihče ne more verjeti, da si šla skozi takšno zgodbo in da imaš takšno izkušnjo žal za sabo, ker je v bistvu Nina pred 10 leti in ta, ki jo zdaj vidimo, v bistvu ni neke razlike, tudi staraš se ne. No? Jo, Eva, najlepša hvala, ne, tega ne podpišem, ker se vse staramo, absolutno, ampak tudi staranje je pač del življenja, neizogiben. Kaj pa naj naredimo? Pač lepotni popravki so potem še v igri. Ne, to sem se pa odločila, da tega pa pač ne bom počela, da to preprosto ni zame, da je staranje privilegij, ki ga je treba pač objeti in se z njim sprijazniti, čim prej, tem bolje. In veš, preden je snemalec pritisnil, prej, zato da sva začeli pač snemati ta najin pogovor, sva se pogovarjali o roku trajanja. Pa mogoče bi zdaj spregovorila o tem, v bistvu, kako predvsem nam ženskama, ves čas ta naša družba, ki je nažalost še vedno zelo omejena in izrazito moška, še vedno, še vedno se me dosti krat dotakne, bom rekla, to na nek način mizogino vzdušje v naši družbi. In v bistvu, kako se nam ženskam postavljajo roki, kot si sama lepo rekla, ko rodiš, imaš 1 leto časa, da se sestaviš. Ko si stara, ne vem, 40 in več, je potekel rok trajanja za tvojo kariero, recimo. Nisi več na vrhuncu svojih moči, svoje lepote na nek način. Mislim, ko žaluješ, ti je postavljen rok trajanja. Aha, no, se zdaj pa že minilo par mesecev. Zdaj bi pa že lahko. Zdaj bi pa že mogla biti v redu. Ko zboliš, se ti postavlja rok trajanja. Jaz sem naletela na ta zid v teh 7 letih, ko sem se zdravila toliko krat, da sem bila tega po pravici povedano tako sita, da se mi je zdelo v nekem momentu, ko sem bila tako zelo obnomogla, da če mi bo še nekdo rekel, da pa zdaj je pa že čas, da zdaj pa že ležim 2 leti, naj se že skobacam iz postelje in grem na sprehod, da ga bom na gobac. Pa nisem imela te energije. Ampak kako je to v bistvu grozno, kako je to nepravično? Pa vendarle, mislim, seveda vsi imamo rok trajanja, vsi bomo pač nekoč umrli, ampak vsa ta leta, ki jih imamo na voljo, ko živimo polno, Karl Gustav Jung je tako lepo rekel, da v bistvu do 40. leta je vse research, potem se pa šele začne tisto pravo življenje, ko si že v bistvu nekako oseba z neko močno integriteto, ko si na nek način nek življenje dal skozi neke izpolnitve, bom rekla. Ampak to pa ne pomeni, da si ti končal. Sploh za žensko. Tudi zadnjič sem gledala krasen dokumentarec o ženskah v Hollywoodu, recimo, kako je tudi tam to grozljivo, kako so res postavljeni ti roki trajanja. In mislim, da se je treba pač postaviti po robu. In zato mogoče sem tudi jaz v tem tako trmasta, ne bom si dajala botoksa, filerjev, ne bom se šla popravljati, ker sem si všeč. Pač vsaka guba moja predstavlja neko obdobje v mojem življenju. Sem zrela, polnokrvna ženska, ki ima svoje vrednote in imam substanco predvsem, sem ženska substance. Lepota je minljiva, ampak jaz recimo, če pogledam ženske, recimo, ki niso nič popravljene in se naravno starajo, če se dotaknemo prav Hollywooda, igralk, recimo Cameron Diaz, Kate Winslet, pa potem, ne vem, Meryl Streep, to so že ženske 40, 50, 60, 70 plus, pa kako so čudovite, kako so močne, kako so polnokrvne, kako so lepe. Ampak Nina, verjetno nisi imela celo življenje
že takšno mnenje ali pa zavedanje. Nazor, ja. Glede na to, da si prej omenila, ne, da je morda ravno ta perfekcionizem, da moramo biti popolne mame, popolne žene, popolne uslužbenke, vse popolno. Ja. Ne. Verjetno te je skozi tvojo kariero, ne glede na to, da je to bil preplet od modnih barv do raznih nazivov, do televizije in tako naprej. Lepota je šla s tabo v bistvu skozi tvoje delo naprej. In verjetno si čutila tudi takrat morda večji pritisk, kot danes gledaš na to. No? Absolutno. Verjetno si bila v nekem trenutku obremenjena s tem, Seveda. da moraš biti kot iz kocke, kot pravijo. Ne? Absolutno. V bistvu o tem pišem tudi v knjigi. In kako sem se gnala, recimo, kako sem besno športala zaradi tega, da ne bom imela niti grama maščobe na sebi, da bom popolna, da bo moje telo popolno. Zadnjič sem potrebovala neke slike iz preteklosti in moja mama pač hrani vse časopise, v katerih sem jaz kadarkoli bila, vse naslovnice in tega je tako, to so kupi tega. In v bistvu sem ravno naletela na eno naslovnico in sem potem prelistala in sem prebrala tisti moj intervju. Stara sem bila, 23 let. In povsem druga Nina, mlada, naivna, vihrava. Predvsem pa se me je dotaknilo to, kako sem takrat rekla, ko so me vprašali pač ravno o tem, kaj pa lepota in staranje, in sem pač tako odgovorila, vse potem pa pač botoks, pa fileri, pa vse to obstaja, se bom pa popravila, zakaj pa ne. In danes na to gledam povsem drugače. In v bistvu tudi, naprimer, dekleta, danes gledam v bistvu, kako so dekleta 20 plus v bistvu, imajo že lepotne popravke, niso zadovoljne same seboj. Vse ta pritisk je v bistvu pošasten, če sva iskreni. Tudi v bistvu vsa ta socialna omrežja, vsi ti filtri, pa jih tudi jaz uporabljam, ne vedno, ampak sem in tja, ker se ti nekako fino zdi, ko imaš čist gladko kožo, pa manj gub, si urejen, čeprav nisi najbolj tisti trenutek. Recimo, daš en filter čez, nimaš make-upa, pa takoj lepš zgledaš. Vse to je vse ok, ampak rada pa objavljam tudi v bistvu stvari čist brez filtra in tako. In na te mlade punce je pritisk res pošasten. Pa tudi na nas, v bistvu, ki že imamo nekako, ki smo že mogoče mičkano v neki sredini svojega življenja. Ker včasih se mi zdi tudi to, veš, v bistvu, da nekako je v tej družbi na tak način funkcionira, kot da obstajajo samo 20-letnice na tem svetu. Pa ni res, tudi mi potrebujemo nek svoj vzor in zgled. Ampak pač ta pritisk, da se vrnem, ta pritisk je res pošasten. In stremenje k temu, da si ves čas popoln, to te res uničuje. In jaz v bistvu sem danes veliko bolj zadovoljna sama s sabo, pomirjena sama s seboj in svojim izgledom, kot pa sem bila takrat, ko sem bila stara 20-30 let. In takrat v bistvu sem še imela moment, recimo, ko sem bila 30 let stara, da me je zamikalo, recimo, da bi si dala kakšen lepotni popravek. Takrat se že začnejo kazati malo te prve gube in tako. Ampak danes pa tudi slučajno ne pomislim na kaj takšnega. Tako da pač ta leta res naredijo svoje in se mi zdi, če imaš ta upogled, če se odločiš v bistvu na nek način, da boš imel ta upogled vase, ta stik s seboj, pristen, da potem v bistvu res se sprejemaš skozi leta in nekako si pomirjen sam seboj. Če pa ne, če pa v bistvu deluješ bolj nekako na površju, mislim, če se gledaš ves čas v ogledalo, sigurno najdeš napake. Pa da ne bo pomote, jaz sem zelo rada urejena, rada se lepo naličim, rada imam lepe obleke, rada imam urejene nohte, sfrizirana sem, rada vse to. Ampak ne zdi se mi pa, da je pa potrebno, da lepotni popravki postanejo del neke osebne higiene in zdravega izgleda. Zdaj, tako kot si rekla, da se rada urediš in tako na socialnih omrežjih te res lahko večkrat vidimo, tudi brez make-upa, ker tudi to je Nina za 4 stenami, verjetno še večkrat, kot si mi predstavljamo. Absolutno. Kruh pečem brez make-upa. Tako, ampak vseeno, ne glede na to, z make-upom ali brez, pa si ženska, ki ima zelo izrazito ženstveno plat. To se mi pa zdi, da imaš že od nekdaj, da tudi v tistih
bolj, kako si prej rekla, vihravih letih Ja. ali obdobju, ko je bilo mogoče, ko je bila Nina popolnoma drugačna. Nikoli nisi izgubila do te mere te ženstvenosti, da bi bila, kako bi ti to sploh opisala, pri 20-ih v smislu po želji, da boš izstopala, pa da bi zdaj bila mogoče, ne vem, da bi neprimerno iskala pozornost. No? Zdi se mi, da si vedno strmela k temu izgledu, ugledu in k tej ženstvenosti. Tudi konec koncev razna fotografiranja in tako naprej, vedela si zakaj in kako bo to narejeno. To je pa res, ja. To je res. In se mi zdi, da v bistvu to, samo takrat, ko sem bila bolna, se mi je zdelo na momente, da mi je odvzeta na nek način ta moja ženstvenost. Ker takrat, v bistvu, ko si res popolnoma obnemogel in na tleh in ne prepoznaš na nek način svojega od sebe v ogledalu, ko si bled, lasje spadajo in tako, to so res hudi trenutki. Ampak zelo hitro sem se začela zavedati pa tudi tega, da v bistvu ta ženstvenost ne leži samo v tem izgledu. Ta ženstvenost je nekaj povsem drugega. To je neka energija, ki jo nekdo izžareva. Tako, to je ali ne. Tako, točno to. In ta ženstvenost, kot si rekla, se izraža vedno in povsod. Ali sem naličena, ali nisem naličena, ali grem v neki trenerki v trgovino po fasungu, ali sem pa tako kot danes, pač urejena v obleki z nakitom in tako. In ta ženstvenost, se mi zdi, da je to ena taka, nekaj, kar lahko ženske praznujemo, smo ponosne na njo, to ženstvenost, to nezamenljivo čutnost imamo ženske. In se mi zdi lepo, da jo postavljamo v ospredje, tudi takrat, ko ljubimo svoje moške. To se mi zdi, da je pa, recimo, to je zdaj ena tema, kamor res lahko zajadrava in se lahko verjetno pogovarjava ure in ure, ampak še vseeno se mi zdi, da pa živimo mečkano trenutno v enem takšnem obdobju, kjer se zelo spet poudarja ženskam v smislu, dajte poudariti svojo ženstvenost, ne rabite biti toliko v moški energiji, dovolite si biti ženske in tako. Po drugi strani je pa še vedno preveč prepričanja v nekaterih, seveda, da pa če bomo toliko ženstvene in če bomo morda recimo dejale navzven neko to čutnost in te naše ženske čare, da pa bomo v družbi spadle neodločne, da bomo v družbi spadle, bom povedala tako, kot bi rekla sicer, kokoške. In tukaj se mi zdi, da pa še vedno prevečkrat slišim, ko se tako s kom pogovarjam, da rečejo, veš, pa tudi ne veš čist dobro, a ve, o čem govorim, ali ne ve, samo zato, ker pač morda ni po moško prišla noter in udarila po mizi in rekla, tako le bo. Ja, no pa se to je to mizogino vzdušje, katerega sem se pač dotaknila na začetku najinega pogovora. In ja, predvsem se mi zdi, da je danes svet tako naravnan, da se ta neka prijaznost zamenjuje za šibkost. Ne glede na to, ali si moški ali si ženska. Je pa res, si zelo lepo rekla, da so ženske danes, super je feminizem, tudi jaz sem feministka. Ampak preveč se pa poudarja potem ta neka moška plat in ženske na položajih, bom rekla, so pa prevzele to moško energijo, ki pa ni okej. In mi moramo pač postaviti v spredje to žensko energijo. To se mi zdi zelo pomembno, ker danes že večkrat potem tudi slišimo, jaz sem emancipirana ženska, ne potrebujem moškega, ne potrebujem nikogar. Jaz pa rečem, zase recimo, jaz pa sem emancipirana ženska, ampak jaz pa potrebujem moškega ob sebi. In rada ga imam in ga ljubim in mu masiram noge in mu kuham. Vse, kar pa še zraven. Sicer je moj moški, ki je na pravi strani zgodovine, bom rekla. Ampak vendarle, ženske smo ženske, ne potrebujemo prevzemati moške energije. Zdaj pa kako pa to vzamejo moški v tej družbi, je pa v bistvu njihova stvar. Tudi moški v bistvu, ljudje na položajih, ali so moški ali ženske, večinoma so to na položajih. Nažalost, ljudje, ko danes pogledam politike, ko pogledam pač, kdo vodi ta svet, tudi širše, lahko rečem, da je situacija kar precej srhljiva. In v bistvu, ali so to moški, ali so to ženske, gre za nek ego, za neko prevlado moči in to je v bistvu grozljivo. Niso na položajih, nažalost, ljudje, ki so izrazito
čutni, ki bi želeli pomagati, ki so močni, ampak imajo v bistvu avtoriteto brez dominance. Pa bi lahko preživeli na takšnih položajih s temi drugimi vrednotami? Jaz mislim, da bi bilo to nujno, a ne? Zaradi tega, ker v to smer, v katero gre danes svet, mislim, tako kot sem rekla, je precej srhljivo, a ne? Kapitalizem, nikogar ne briga v bistvu zares za ljudi, a ne? Vsi ljudje, ki so na položajih, nekako samo grebejo stvari zase in to je v bistvu res grozno, a ne? Mislim, pa ne bova se zdaj dotikala teh tem in Trumpa in politike, ampak v bistvu je tako, ne? To je dejstvo, ne? In je zaskrbljujoče in v bistvu mene skrbi, kam drvi ta svet, je že zdrvel in kakšen svet puščamo v bistvu svojim otrokom. Našim najmlajšim. Glede na to, da si bikica po horoskopu, za bike in nas ovne pravijo nekateri, mi dve to ne veva nič o tem, da smo trmasti, ne, in svoje glavi. Ja, nekje pa. Kje pa, ne. Ampak vseeno me zanima, ko govoriva o tej ženskosti, ne, in o egu, ki ga omenjaš, kako potem to zgleda doma za 4 stenami? Ali takrat privre na plano tudi ta bikica in potem mečkano vztrajaš pri svojem? Veš, kako meni mož zelo lepo reče, ne? Tako, naj bo jasno, da jaz do njega nikoli nisem tako, kot on reče, neugodna. Zelo lepo mi reče. Ne? Takrat, v bistvu, ko jaz nastopim nekako ne tako bolj ostro in tako reče, zdaj le nič, si pa malo neugodna. Ne? Nikoli mi ne reče, da sem tečna, zoprna, nesramna. No, nesramna itak nisem, tega pač nimam v sebi preprosto. Ne? Neugodna torej. Neugodna, ja. Ampak nikoli do njega. Mi dva imava res tako krasen odnos. V vseh teh letih, 10 let bova skupaj, letos pa se nisva še nikoli sprla, ne, zares. Ampak ja, znam pa biti v bistvu takrat, ko gre za mojega sina, takrat, ko gre za mojega moža, takrat, ko se postavljam zase v nekih situacijah, a ne, kjer je pač nujno potrebno, da se človek postavi zase, takrat pa znam biti tudi neugodna. Na kakšen način se to pokaže? Znam biti kar ostra. Znam se postaviti zase, za svojo družino, za svoje prijatelje. Absolutno. Nisem nesramna, ampak sem pa konkretna in intenzivna. Kako pa je s komentarji, ki jih recimo zdaj, ko si spet v bistvu na televiziji, obe veva, da je splet po eni strani seveda zelo dobrodošel in ga imamo radi in nam veliko tudi olajša in pomaga, hkrati pa prinaša lahko veliko tudi slabega, grdega, govorim seveda o teh spletnih komentarjih, ki se lahko pojavljajo in tako, ali pa konec koncev na socialnih omrežjih v zasebna sporočila. Imaš danes na takšne stvari drugačen pogled, v smislu debelejšo kožo? Absolutno. Takrat jo verjetno nisi imela pri 23. Ne, kje pa. Kakšna je ta razlika? Takrat me je to res prizadelo. Ne? Tudi v bistvu 20 let nazaj, 22, ko sem jaz začela v medijskem svetu, takrat so bile zelo pač popularne revije, časopisi. Danes je to mičkano bolj v zatonu, so res v ospredju tja pač socialna omrežja in tako. In takrat se me je blazno dotaknilo. So tudi v bistvu novinarji se mi zdi imeli to večjo moč, da so bili lahko nesramni, ker če te oni niso objavljali, kdo te pa bo. In so pač si nekako dovolili napisati o tebi karkoli. Danes v bistvu mi vsi kreiramo svojo podobo na nek način. In mi pač povemo, kar želimo, izpostavljamo stvari. Ja, in v bistvu se mi zdi, da so mediji tudi veliko bolj prijaznejši, ker si želijo dobiti od tebe kakšno ekskluzivo, nekaj, kar še nisi delil sam na svojih socialnih omrežjih, na svojem profilu. Pač, in ja, v bistvu to mi je zelo lepo rekel moj prijatelj Tomaž Mihelič. A veš, zdaj, ko si prišla nazaj, ker Instagram imam zdaj šele 1 leto, mi je rekel, zdaj, ko si to odprla in tako in boš pač deležna tudi pač te negative, absolutno, ljudje so še vedno lahko zelo nesramni, ampak je rekel, en krasen gumb imaš tam na Instagramu, blok. In samo stiskaš blok. In v bistvu, veš, moram povedati, da se kar lepo držim tega nasveta in da sem postala na nek način res imuna na te komentarje. Pač, mislim, ne moreš se izogniti temu, da ga ne prebereš, če ga želiš blokirati, moram reči, v bistvu, da sem presenečena na nek način, da tega niti ni tako veliko spet, je več pozitivnih komentarjev kot tistih negativnih.
Ampak ja, ukvarjati se s tem, kje pa to je, zakaj bi si človek vzel čas in se ukvarjal s temi komentarji in s temi ljudmi, popolnoma brez veze, stisneš blok in to je to. In se sploh ne obremenjuješ več s tem. Tudi slučajno ne. Ampak če pa narediva razliko pred 22 leti in danes, recimo takrat, kaj bi ti takrat, če se zdaj recimo dava v situacijo, da dava nasvet mladim dekletom, kaj bi tebi takrat pomagalo, a sploh kaj, da se ne bi ukvarjala s temi stvarmi, ker verjetno malo so pa tudi leta, malo si pa takrat v tisti dobi, ko ti verjetno lahko 100 ljudi pomaga, pa moraš iti sam čez to. In to je ta ranljivost, to je ta ranljivost v bistvu, ki jo nekako ne smeš pokazati že v mladih letih, ampak v bistvu kako je to grozljivo, ko kot mlada punca vstopiš v ta medijski svet in se te marsikaj dotakne in kako so neprizanesljivi ljudje, Podpora pač družine, prijateljev, to je v bistvu tisto, kar te lahko žene naprej. In to je v bistvu vse, kar lahko takrat narediš, ker težko je reči, ne sekiraj se, ker se te dotakne. Z leti pa absolutno, to mislim, ko pridejo pač izkušnje, ko daš, toliko v življenju že čez, da čutiš to svojo vrednost. Takrat, ko si mlad, mogoče ne čutiš toliko zelo te svoje vrednosti, dokazuješ se na vseh področjih. Jaz ti moram povedati, da sem imela takrat v bistvu kot mlado dekle, ki je začela v medijih, da sem imela blazen manj vrednostni kompleks. Tudi zaradi tega, ker v bistvu nisem imela neke izobrazbe. Danes tega manj vrednostnega kompleksa nimam več, ker se ves čas izobražujem, ogromno berem, imam zelo veliko širine. Danes lahko to povem, brez tega, da bi mogla biti zraven tukaj neka ponižnost. Znam pač postaviti se zase in povedati, da sem vredna, da sem pomembna, da sem izjemna konec koncev. Tako da je pa težko, je pa zelo težko, ko začneš in takrat v bistvu, kjerkoli, ne samo v medijskem svetu, dobiš neko novo službo, se želiš dokazati, seveda, da ti tudi mečejo polena pod noge, to bo vedno in povsod tako, so dobri ljudje in so slabi, in tisti, ki ti hočejo in želijo dobro in tisti, ki ti želijo slabo. In tukaj v bistvu treba potem karmariti med tema dvema poloma in v bistvu imeti neko podporo, partnersko, družinsko, prijateljsko. In ta podpora je zelo pomembna tudi zdaj, ko si sama že mama in ko je sinček vendarle že toliko star, da potrebuje verjetno že ima kakšne takšne situacije, kjer vajino podporo potrebuje. Kdo je pri vama tisti, ki prvi vskoči recimo in svetuje, kako naj se v kakšni situaciji znajde? Pa sva kar oba, pač predvsem poskušava vedno vse rešiti na zelo miren način, ker še vseeno pač sem tega mnenja, da lepa beseda lepo mesto najde, to je en tak krasen rek, se mi zdi, da ga je potrebno upoštevati. Seveda, pač, če to ne gre, je treba nastopiti tudi mičkeno bolj ostro, znam biti neugodna, kot sem prej rekla, absolutno, ampak še vseeno neugodna z mero spoštljivosti, nikoli pa nesramna. To je zelo pomembno. Ampak ja, oba v bistvu vskočiva, jaz mogoče nekako mičkeno bolj intenzivno, dajem bolj mirno. Tudi jaz v bistvu imam to mirnost danes v sebi, ko sem bila mlada in nisem imela preveč, bom rekla, ali pa na pretek, danes jo imam, ampak moj mož, on je pa tako meren, da ovce njega štejejo, ko grejo spat. Takšen vtis tudi dobimo, če lahko kje zasledimo njega, medtem ko kaj objaviš. Se mi zdi, da bi težko verjetno imela tako kvaliteten odnos z nekom, ki bi bil bolj intenziven od tebe. Ja, res je, absolutno. In tudi v bistvu ta njegova mirnost, in ta njegova, jaz rečem, multivitaminska prezenca je tako zelo nalezljiva. Res. Ampak hkrati nedolgočasna. Nedolgočasna, nikakor ne, daleč od tega. Mislim,
On je človek, v bistvu, ki ima blazen smisel za humor, ki je v bistvu zelo razmišljujoč, pač izpolnjen, stabilen. On je res en tak steber naše družine, a ne? Svetilnik stabilnosti pravzaprav. In se imava pač res blazno rada. In ja, je pa ta njegova mirnost, a ne? V bistvu že od jutra do večera človek, že ko se prebudi, jadra v bistvu na tem njegovem vtisu mirnosti, a ne? In to je res nekaj tako čudovitega. In tudi v bistvu s to mirnostjo se je on spopadal tudi z mojo boleznijo, ne, in z našo situacijo, in v bistvu s to mirnostjo in z vedrino je v bistvu stal ob strani meni in skrbel za Marlona. Ne. Priznam, da bi mi bilo zelo v veselje ga gostiti tukaj v tem studiu, predvsem zaradi tega, ker tvoj pogled ali pa tvojo izkušnjo smo res lahko večkrat že slišali, konec koncev, knjiga se zelo lepo bere, ti povem, da v domžalski knjižnici jo večkrat ni, takrat, ko jo želiš. Si prebrala mojo knjigo? Zato ti pa pravim, da v domžalski knjižnici jo večkrat ni, ker sem s težavo prišla do nje. Ja. Ampak sem res želela v bistvu zelo na začetku, no, sem jo, takoj, ko so v bistvu tudi po knjižnici prišle, sem si jo sposodila in prebrala, ker sem želela, predno slišim tvoje zgodbe v medijih, preberem v časopisu in tako, me je zanimala ta. Ta pa zaradi tega, ker vem, da ponavadi takrat, ko zlivamo na papir, ne, ali pač na računalnik, ko si pisala, takrat res zlijaš morda več ali pa na drugačen način, kot če se zdaj le mi dve še enkrat isto pogovarjava. A ne? In zato tudi, ko bereš knjigo, velikokrat lahko vmes, saj jaz, no, sem dobila, ne, zato sem nekaj, da bi bila vesela, če bi bil tukaj, ker tvoja plat je takšna, zelo te lahko začutimo in tisti, ki imamo to empatijo, se probamo vživeti, kako je bilo. Hkrati lahko probamo razumeti, kako je bilo njemu, a ne? Ampak če bi on napisal knjigo, sem prepričana, da bi popolnoma druga čustva in popolnoma druge stvari iz njega takrat ven prihajale. A ne? In bi dobili popolnoma drug pogled, kako moškemu, ko vemo, da dejansko je to bilo kar nekaj let, ko sta se skupaj spopadala, kako je njemu takrat dejansko dati vse na stran. Pa ne samo to, da je imel ženo, ki bi mi kuhala in, kako si prej rekla, masirala nogo, ne, tako žensko v funkciji, ki bi bila kdaj tudi neugodna. Tako. Ampak konec koncev, mislim, vse sva lahko iskreni. Tukaj je tudi spolnost. Absolutno. Tukaj so dotiki, tukaj je vsa ta neka... Res je, to so leta neintime, ne. To je treba vedeti in izpostaviti, ne. V bistvu, da je to presneto lepa reč, da sva midva v bistvu obstala tudi v zakonu, a ne? Ker seveda je del neke veze, videla sva živela kot cimra, kot bolnik in skrbnik. A sta vidva potem, ko si ti bila bolje? Če bo preveč direktno vprašanje, ampak res me to zanima, ker se mi zdi, da nekaj je, če je nekdo, ne vem, recimo, ima operacijo, 3 mesece leži, veš, da je to 3 mesece in 3 mesece ni neka takšna doba. Tukaj pa govoriva o letih. A ne? In me zanima, sta si morala kdaj poiskati v tej fazi, ko si ti že lahko, ko si bila bolje, neko pomoč v smislu, kako iz tega odnosa, kjer sva bila kot dva cimra oziroma skrbnik pacient, prideva nazaj do nežnosti, do intime. A se bova to sploh še znala? A bo čuden, ko bo prvič do tega prišlo? Ali sta sama šla čez to? Ne, sama sva šla čez to. Nekako, ne vem, tako v bistvu je bilo naravno. A ne, tako v bistvu naravno sva nazaj upeljavala ta najin odnos. Sprva z jutranjim ritualom pitjem kave, potem z nežnimi dotiki, poljubi, objemi. In mislim, v bistvu, ko sva bila prvič intimna, po tolikih letih se spomnim, da sem tako jokala, ker je bil to res en tak ganljiv trenutek, a ne. Nekako, v bistvu neko zavedanje, da zdaj sem pa najbrž pa res že toliko bolje, a ne, da mi že ti dotiki tudi pašejo, da mi ta človek paše in da mi še vedno paše. A ne? Da ga čutim
v bistvu še veliko bolj, kot sem ga čutila prej, kot kadarkoli prej, ker nam je ta trpka preizkušnja še veliko bolj povezana. In ko ti v bistvu po tolikih letih spet zaživiš intimno s tem človekom, ki te je podpiral, ki je ostal ob tebi, ki je obdržal, v bistvu on je obdržal ta najin zakon. Jaz pač sem lahko samo ležala in opazovala, kako je on to počel, kaj vse je storil zame in za najinega otroka. In v bistvu, ko nekako spet vstopiš v ta partnerski odnos, mislim, to je bilo tako nekaj lepega in to je tako lepo in midva danes v bistvu izkoristiva vsak dan za objeme, za poljube, za intimnosti, ker nikoli ne veš, koliko časa ti je v bistvu ostalo še na tem svetu. In evo, zdaj sem se spomnila na komad od Klemna Slakonja. Res je, ja. Krasna pesem. Ja. Zdaj recimo, tako kot si rekla, da je on dejansko zaslužen za to, da je to obstalo. Imaš kdaj občutek, da mu boš seveda do konca življenja hvaležna? Ne glede na to, če bi se karkoli zgodilo v vajinem odnosu, bo neka ta hvaležnost obstajala. Si kdaj morda pomislila na to, da v smislu, ker je toliko truda vložil in se toliko potrudil, da zdaj pa ni več stvari, ki mu jo jaz ne bi mogla oprostiti, glede na to, kako veliko je naredil za mene? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje in moram ti povedati v bistvu, da sem veliko razmišljala o tem, ko zdaj že govoriva o intimi, v vseh teh letih prav sem razmišljala o tem, recimo, če bi on takrat si poiskal tudi v tem smislu neko tolažbo, ali bi mu to lahko zamerila, ali mu tega ne bi mogla oprostiti, ali bi lahko šla čez to in bi potem kasneje spet ta najin odnos zaživel, ko bi se pozdravila. Ampak v bistvu velik del moje ozdravitve je ravno počival tudi na tem, da sem jaz vedela, da je on z menoj v dobrem in v slabem. In da je tudi v tistem slabem pač 100% z menoj. In nikoli mi ni dal občutka, da se on matra, da se trudi, da mu je težko, pa mu je bilo še kako težko. In danes, mislim, veš, veliko se pogovarjava o tem, tudi. In v bistvu, ko se dotaknemo tudi te teme, ker jaz imam glede tega zelo striktno mnenje, recimo varanje in tako naprej. Jaz sem človek, ko se za eno stvar odloči in ko nekomu nekaj obljubi, je to zame sveto. Ko sem se jaz 29. oktobra leta 2022 pri Matičarju zaobljubila temu čudovitemu človeku, je bila ta obljuba zame nepreklicna, zelo jasna in zelo na mestu. In jo upoštevam, vsak dan jo živim, in tudi on. In se pogovarjava o tem v bistvu, kako je pravzaprav to enostavno, a veš, recimo skočiti čez plot, Vse v tem ni nobene umetnosti, ali pa ne vem, potem imeti ljubimca recimo in se skrivati in tako. A je to kakšna umetnost? To lahko počne vsak dan, to ni nič posebnega. Pravzaprav je nekaj posebnega, je pa to in stvar odločitve in tvoje zvestobe, da se v bistvu ti odločiš za enega človeka, da mu boš zvest, da mu boš stal ob strani v dobrem in v slabem in da v bistvu ta svoj odnos zalivaš kot rožico, ga neguješ, ga krepiš, v tem odnosu rasteš, to je pa v bistvu kar umetnost. Sploh danes v teh časih, bom rekla. In zato ne vem, v bistvu ne razmišljam o tem, kaj bi lahko on naredil, pa da bi mu jaz oprostila, ampak ne vem, kako bi takrat razmišljala. Tako da o tem je zelo težko govoriti, predvsem pa se mi zdi v bistvu to, da imava oba odnos do tega tudi vedno, si rečeva tako, midva nisva skupaj zaradi tega, ker pač, ne vem, morava biti ali pa zaradi tega, da ne bo nekdo sama, ker veliko ljudi vztraja v nekem odnosu samo zato, ker pač ne želijo biti sami, tudi če ta odnos ni lep in nagrajujoč. Midva sva skupaj zaradi tega, ker sva se odločila, da si želiva biti skupaj. Nama ni treba, da sva skupaj in pa greva lahko narazen. Ampak midva sva se odločila, da bova skupaj. In to je ta bistvena razlika, ko govorimo o nekem kvalitetnem odnosu, zdravem odnosu in
tistim, ki si ga tudi sama omenila, ki vztrajajo samo zato, ker ne zmorejo, ne znajo biti sami. In Tako. tega je kar veliko. Ogromno. Si imela kdaj ti kakšno takšno izkušnjo prej v svojem življenju, v smislu, da ne bom rekla, da si dolgo vztrajala v nekem odnosu, ampak da pa si se zalotila, da vztrajaš zato, ker ker ne želim biti sama. Ja, pa prazniki, pa potovanja. Ja, pa božič, pa ja, sem, absolutno. In takrat sem tudi razmišljala na način, da je pač v nekem razmerju potrebno ves čas sprejemati kompromise. Ampak danes, ko pač jaz živim v nekem res lepem odnosu, polnem odnosu, polnem spoštovanja predvsem, vidim v bistvu, da ni spet toliko teh kompromisov. In da v bistvu, mislim, če sta si dva človeka tako zelo različna in ne gresta skupaj, je bolje, da nista skupaj in da gresta narazen, če je le možno še preden imata otroke. Ker je ogromno ločitev. In ti otroci so potem res, mislim, ni jim lahko. In tudi moj mož v bistvu ima za seboj eno težko ločitev in ima 2 otroke iz prejšnjega zakona in nima bilo lahko. In sprejemanje kompromisov, ja, seveda, že to, da smo moški in ženska, da smo v enem odnosu, no, seveda, tudi lahko sta 2 moška ali pa 2 ženske, da ne bo kdo mislil, da ker smo v družbi, ki naj bi sprejemala, tako bom rekla. Ampak, če govorim pač o nekem heteroseksualnem odnosu, se pravi, moški in ženska že sta v osnovi različna, in potem morata pač skupaj najti neke kompromise. Ampak vseeno, ko se ti razumeš, ko imaš nek zdrav odnos, ki temelji na spoštovanju, takrat v bistvu toliko teh kompromisov spet ni potrebnih. Ja, sploh se mi zdi, da je zelo pomembno, da zaznamo drugačen jezik, ki ga velikokrat govorimo. Se pravi, moški, ženski, ne samo kompromisi, ampak tudi jezik izražanja o kavi. Se pravi, lahko je banalna stvar, ja. Pa imava midve popolnoma moški, ženska drugačen pogled. Drugačen pogled. In predvsem se mi zdi pomembno to, recimo, tako, če govorimo o najnem odnosu, je, da ko bom jaz izpostavila nekaj, recimo, kar mi ne paše, karkoli že to je. Kaj pa recimo ti ne paše? Nikoli ne bom napadena. To sem hotela reči. Da boš sprejeta v bistvu. Ja, bom sprejeta. Aha, zakaj pa to, kako čutiš, kako razmišljaš? Zdaj mi ne pade nič takega na pamet, ampak ja, pač nikoli se ne počutim napadeno, tako kot sem se recimo velikokrat prej počutila. Ko izraziš svoje mnenje, si takoj napaden. Tako je tista obramba, skritizirati to in biti napaden. In tudi v bistvu, ko Dejan meni pove nekaj, Nemči danes si pa neugodna, recimo, ne vzamem tega tako, kot da me kritizira tako in da se počutim napadeno, ampak v bistvu poskušam nekako se postaviti v njegovo kožo in potem skomunicirava, zakaj je to tako. Ampak to je nekaj, kar si se naučila tudi zaradi njega. Ja. Ker konec koncev, tako kot si rekla, prej si bila napadena in se mi zdi, da v odnosih, kjer dejansko zaradi svojih občutkov in mnenj dobiš odgovor z napadom, je težko, da ne prihaja do konfliktov in je težko. In tukaj pa potem niso več samo kompromisi, ampak gre v bistvu za čutiti moje občutke in me razumeti. In to sprejemanje je ključno v veliki večini. Res je. Kako pogosto se ti je pa Nina dogajalo, da si recimo v mladih letih dobila strani moških občutek, da te ne dovolj resno jemljajo, da te ne spoštujejo dovolj? Si imela takšne občutke pri, ne vem, če hočeš urednikih, naročnikih? Ja, imela sem te občutke velikokrat, koliko časa sem v bistvu jaz potrebovala tudi, da sem se znebila neke te etikete, misice, playboyeve zajčice, nagice, mislim, to so pretekla leta. A bi to ponovila? Ne bi. Ne bi, res ne bi, zaradi tega, ker pač, mislim, je bilo to tako težko in ta pot moja tako naporna na nek način, v tem smislu, da pač ne bi tega ponovila. Je sicer res, da se je pač na ta način tudi odvila moja pot in je že pač mogla biti takšna, kot je, da sem potem tudi iz te smeri začela delati na televiziji in tako naprej. Ampak mislim, da ne bi bilo treba, da je pač
to nek aksiom, na katerem počiva moja kariera, ne bi bilo treba. Tako, in ja, velikokrat pač sem doživela strani moških, da sem samo seksualni objekt, da pač nisem pametna, nisem inteligentna, tudi zaradi tega sem imela večkrat potem ta občutek manj vrednosti, in zaradi tega sem se potem tudi zakadila v knjige in tako naprej, kar ni slabo sicer, ampak ja, ta občutek sem imela velikokrat, ja. In še danes, veš, v bistvu, kako je zanimivo to, da nekako, v bistvu bom rekla, ta moja generacija ljudi, ki me spremlja, že v bistvu od začetka pa do danes, da je še vedno nek ta moment, ko vzamejo knjigo v roke, nič kaj preveč ne pričakujejo od nje. Zdaj, ko sem bila v eni knjižnici na Štajerskem, je bila tam ena profesorica slovenščine in mi je po intervjuju, ki sem ga imela, je vstala in je rekla vsem zbranim, ne vem, bilo je tam 60 ljudi v knjižnici, ki so prišli pač poslušati predstavitev knjige, in je rekla, jaz vam moram nekaj priznati, jaz sem bila prepričana, da Nina ni sama napisala te knjige, zaradi tega, ker je tako dobra, ker je ta jezik v knjigi tako bogat, Ampak danes, ko jo poslušam in ko sem jo pač uspela spoznati in tako moram reči, Nina, da se ti pač res iz srca opravičujem, da sem imela pač to mnenje, ampak nekako še iz časov v bistvu leta nazaj, ko smo te spoznali pač kot misico in tako naprej, je priznala v bistvu, da je to še vedno v njej nekje v njeni podzavesti, da pa ena misica pa le ne more napisati take knjige, pa veš, da sem mi že iz leta 37, tako rekoč. Tako da je zelo zanimivo spremljati v bistvu tudi komentarje, ko mi pišejo ljudje, ki so prebrali knjigo, da sem dostikrat dobila komentar, nisem si pa mislila, da je pa ta knjiga tako dobro napisana. In po eni strani v bistvu to vzamem kot kompliment, po drugi strani pa mislim, imam pa tega tudi že malo dovolj. Si mislim, ker se potem skozi lahko na ene in iste etikete ljudje se vračajo. Ne dobim pa danes v bistvu tega vzgiba, da se moram pa kar naprej še dokazovati. Tega pa ne. No, ampak dejstvo pa je vseeno, da verjetno ne samo branje knjig, verjetno tudi morda, ne vem, delo na sebi, duhovna rast, če želiš, je nekaj, kar te je pripeljalo do tega danes, če primerjamo recimo kakšne televizijske intervjuje pred 22 leti, je bil tudi tvoj jezik drugačen in tudi odgovori na vprašanja so bili drugačni. In skozi leta, ko se učimo, ko delamo na sebi, seveda tudi te stvari pridejo. Kar je pa konec koncev, tako kot si rekla na začetku, del staranja, del dozorevanja. In je prav, da je tako, ker predstavljaj si sebe pri 22 s to pametjo, s to retoriko, ne bi šlo, A veš, ampak predvsem, se mi zdi velika škoda, v bistvu, da bi človek stagniral nekje, ne vem, pri tistih 20 letih, Nekaterim ljudem se to nažalost tudi zgodi, v bistvu, ta stagnacija, in to je res blazna škoda, kako je lepo v bistvu, da človek napreduje, zori, raste, in potem v srednjih letih in v poznih letih, če jih doživi, ker to je res blagoslov, da lahko zori in deli svoje modrosti, Zdaj, ko te poslušam in ko govoriva seveda tudi o resnih temah, ko si omenila Tomaža, prijatelja, si tako predstavljam vaju skupaj, da takrat pa zagotovo ni tako zelo pravilen jezik in takrat se pa Nina tudi mal, kako se temu reče, dodatno sprosti in se te lahko predstavljamo tudi zdaj, po tej izkušnji, po tej bolezni, da se znaš sprostiti do te mere, da poslengam na polno. Tako, absolutno. Da plešaš doma in noriš. Seveda, je pa res, recimo, da sem opazila samo sebe, naprimer, ko se z Marlonom učiva, in ko bereva skupaj in tako, da v bistvu govorim zelo pravilno slovensko in da se tudi on večkrat tako izraža, tudi recimo, ko predstavi kakšno bralno značko v šoli in tako, ko mi pove, recimo, preden gre v šolo, kaj bo povedal, govori zelo pravilno slovensko. In sem rekla, wow, to pa je res lepo, ker ta naš jezik je tako bogat, tako opulenten, tako čudovit. Izražati se v slovenščini v bistvu je res nekaj
prečudovitega. No? In v bistvu to, ko sem začela pisati knjigo, ko sem v bistvu ugotovila, wow, od vseh teh prebranih knjig, koliko enega besednega zaklada dejansko je v moji podzavesti, sem ugotovila, da je pa res ta jezik tako čudovit, fantastičen je slovenski jezik. Res. In zato res to branje, ki ga v osnovnih šolah tako prijazno poudarjajo, prijazno spodbujajo, ker se mi ne zdi, da bi bilo nasilo in tako je res zelo pomembno pri naših najmlajših. Ja, zelo. Si že kot otrok rada brala? Kot otrok, ja, potem pa nekako v osnovni šoli pač vse tisto, kar je bilo potrebno prebrati za domače branje, potem pa v srednji šoli sem bila pa jaz v bistvu najstnica, ki je bila tako v oblakih. Vse posod drugod, nič kaj prizemljena, ne, vse posod drugod, samo za knjigo ne. Zelo težko sem hodila v šolo. Ne vem, težka leta so bila to zame, v bistvu najstniška. No? Pubertetniška leta, v bistvu to odraščanje je bilo kar težko zame, tudi doma v bistvu situacija ni bila rožnata. In nekako pač je bilo to zame zelo težko obdobje in potem, ko sem bila stara 17 let, se pa spomnim, sem šla pa na knjižni sejem. Prav sama sem šla, nekje sem videla reklamo, mislim, da na enem jumbo plakatu in sem rekla, no, to grem pa pogledat. In sem rešla na knjižni sejem in tam prijela knjige v roke in jih listala in tako. In takrat je bila popularna knjiga od Paula Coelha, Alkimist. In sem rekla, ok, to knjigo si bom pa kupila. Imela sem nekaj malo denarja in za to knjigo, pa še eno otroško knjigo Otroci zemlje ne pozabljajo, ki sem jo potem zelo kmalu začela brati mojemu Marlonu in je čudovita knjiga. No, in takrat sem kupila pač tega Alkimista in je bila to v bistvu prva knjiga, ki sem si jo kupila, da sem jo prebrala in potem me je pa ta knjiga nekako spodbudila k temu, da sem začela brati. Ne sicer preveč, potem me je ta medijski svet potegnil vase, pa sem to branje spet opustila, no potem pa nekako pri 25 letih sem pa res doživela en tak preobrat v bistvu, da sem začela srkati knjige in to mi je bilo neskončno pomembno. In se pravim, še ko sem bolno ležala, sem potem v bistvu poslušala zvočnice, ves čas biti v kontaktu s knjigo, to mi je zelo pomembno. Imam pa veliko raje knjigo takole, v bistvu iz mesa, prijeto roke, ne? In ta zavohata papir, zavohata papir in se sprehajati čez te. Kdaj največkrat bereš zvečer? Ja, zvečer, zdaj sva ravno rekla z možem, pa v bistvu zdaj imava nekako tako petke popoldan in sobote, ko gre najin Marlon k babici in detku v Kamnik in takrat imava čas zase in takrat pogledava kakšen dober film, kaj prebereva in tako in so to v bistvu dnevi rezervirani za naju. In ravno sva rekla v bistvu, da greva zdaj, ko bo sonček, ne sprehod v antikvariatu v Ljubljani, da si bova kupila par knjig. Jaz si blazno želim prebrati knjigo enega ruskega klasika Maksima Gorkija, Moje univerze, to mi je pa oče predlagal, tako da greva v bistvu na lov za knjigami. Odlično. Omenila si na začetku čokoladice, zdaj, ker se počasi bližava h koncu, jaz že malo gledam, katero bom najprej napadla. Okay. Omenila si izrecno, da so veganske, tudi zaradi tega, ker si sama seveda veganka, zdaj pa že kar koliko let? Vegetarijanka vem, da že dolgo? Vegetarijanka več kot 20, veganka pa enih 13, ja. Absolutno vem, da to izhaja iz ljubezni do živali in do tega, da pač želiš prispevati k temu planetu za boljši jutri. Kako težko ti pa je bilo iti na vegansko prehrano? Ker še vedno prevečkrat slišimo, joj, to se pol nič ne da jesti. Joj, sploh ni res, ne. Mislim, to je predvsem bilo nekaj zame pač neizogibnega, ker kot si pač lepo povedala, ne. A veš, tako bom rekla, ne. Ljudje pravijo, imamo svoje mnenje glede tega, ne. Jaz pravim, da to ni več zgolj mnenje. Imeti mnenje o tako pomembnih stvareh, to ni mnenje, tukaj gre za globoko moralno vprašanje, ne več samo za mnenje. Ker dejansko s prehodom na pestro rastlinsko prehrano naredimo velik korak ne samo k zdravju, ampak tudi k temu, da nismo del teh res grozljivih klimatskih sprememb, ki se dogajajo. Največji onesnaževalec še vedno na tem našem čudovitem planetu je mesna in mlečna industrija. In tudi v bistvu, kar se tega etičnega vprašanja tiče, ne, to, kar mi počnemo z živalmi, to, kar človek počne z živalmi, s to masovno rejo,
To je preprosto nedopustno. Jaz sem pred kratkim snemala, to zdaj pride ven na socialna omrežja, pač ta video, se pravi, reakcija znanih ljudi na brutalne posnetke reje pujskov in kokoši, baterijske reje in reje pujskov, ne? V Sloveniji, da se razumemo, ker velikokrat ljudi rečejo, to se po Sloveniji ne dogaja, ne? To je samo, ne vem, Amerika, ne? Kar vidimo, te brutalne, grozljive posnetke. In ko sem to gledala, a veš, ti moram priznati, da me je tako globoko prizadelo, v bistvu, kaj se počne s temi živalmi, na kakšen način, kakšne krutosti je sposoben človek, da se mi je zazdelo v enem momentu, pa kako ne damo skupaj v bistvu razumsko in srcem, da je to pač tako zelo narobe. A ne? Da je ta preprosta odločitev, da se pač odstraniš iz te brutalne verige trpljenja in umorov, ker vsakodnevno se pobije na milijarde živali za prehrano, ki je za nas škodljiva, ki je škodljiva za naš planet, da je to res nekaj neverjetnega. Ne? In v bistvu človek je spremenil ta čudoviti planet v pekel na zemlji za živali. In v bistvu to masovno pobijanje, ta masakr je greh kolosalnih razsežnosti, v bistvu gromozanski krvavi madež v ogledalu človeštva. Ampak kaj pa potem recimo, kakšen bi bil tvoj odgovor na komentar ljudi, ki rečejo, ok, Nina, razumemo, v katero smer želiš in da to, kar se dogaja, dejansko smo lahko priča brutalnim posnetkom in vsemu temu, kar se dogaja. Ampak po drugi strani je pa to že zgodovinsko nazaj bilo nekaj, kar so ljudje šli na lov, prinesli domov, ampak govorimo verjetno o... Mislim, pač ta argument absolutno ne zdrži, ker tudi 10 000 let nazaj, ko je človek pač ujel mamo, to ga je ujel enkrat na, ne vem, pol leta, ne? In pač se za to žival na nek način najverjetneje zahvalil in pač vse porabil. Takrat ni bilo masovne reje. Se pravi, to je tisto, kar je... Stisnjene v kletkah, ne vem, recimo človek... Pujske, ki so pač moškega spola, vzame, jih dvigne za noge in vrže ob tla, da jih umori in tako naprej. Ne, pač to se ni dogajalo, se pravi, ne ta masovna reja živali. In tudi recimo, ko mi kdo reče, mislim, argument v smislu, ja, pa se človek, se živali tudi jejo živali, ne, mislim, ja, ok, ampak žival ni šel v trgovino, mislim, Pujs ni šel v trgovino po kravo, ne? Recimo, po govedne, ja. In danes je pač ta naša izbira, danes je možnost izbire, danes pač ti greš v trgovino in lahko izbereš tofu namesto zrezka. Včasih tega pač ni bilo in tudi včasih, ko so bile te kmetije in so ljudje enkrat na vsake toliko pač ubili žival in jo pojedli, mislim, je to pač res ogromna razlika, ne? In tudi nekako jaz mislim, da se je zgodila v vsem tem času, v vseh teh letih, ne samo na nek način ta intelektualna revolucija, ampak tudi spiritualna, ne? Čeprav imam občutek, glede na videno, da ta malo šepa, ne? Da imamo ljudje kot nekakšno, ne vem, spiritualno amnezijo očitno, ali kaj, ne? Ampak, mislim, vsi argumenti stremijo v prid k temu, da je pač to edina šansa za nas kot človeštvo, da dejansko preživimo, da bo na voljo več hrane, kot pa sedaj, ko pač se te živali pobijajo masovno, kot sem rekla, za pač popolnoma škodljivo prehrano ljudi. Ne? Zdaj nekoč vem, da si bila že zelo aktivna na tem področju, v smislu, da vedno, ko je bila priložnost, si svojo zgodbo plat povedala svoje mnenje, konec koncev, za katerim zelo trdno stojiš. A ne? Kaj pa za naprej? Se vidiš še v tej vlogi, da bi recimo ozaveščala, da bi ljudem želela pokazati še drugo plat tega, ali se ti zdi, da smo ljudje vseeno preveč zaprti v tem svojem mehurčku navade, morda prej kot pa karkoli drugega, ker še vedno, tako kot sem rekla na začetku, vse prevečkrat slišimo, pa sej, kaj pa bom, če jaz zdaj začnem tako jesti, kaj sem pa jaz eden proti. Ni res, ne, eden pa po eden, pa kaj hitro nastanejo množice, ne. In v bistvu predvsem ta naša percepcija se mora spremeniti, da nam je pač to nekaj vsakdanjega, da je to ravnanje z živalmi pač
da pač tako je, ne? In potem so ti argumenti, ja, pa se je bilo od nekdaj tako, ne? Pa to sploh ni res. Ne? Predvsem ta percepcija v bistvu, da, da se zazremo vase in da začutimo, da to ni ok in da v bistvu vidimo, da s tem nekaj ni v redu. Ne? In da prenehamo deliti v bistvu živali na tiste, ki jih ljubkujemo, hišne ljubljenčke, ki jih imamo radi in jih božamo in skrbimo za njih, in tiste, ki so klavne živali. Ne? Ker ena kravca ali pa en pujsek ali pa en kužek ali pa en mucek je v bistvu vsi si želijo samo pač našo naklonjenost, našo ljubečnost, našo ljubezen, ne? In vsaka žival se tako kot človek bori za svoje življenje do svojega zadnjega diha. Nobena žival si ne želi umreti, končati v klavnici, najprej jo pretepejo, potem jo recimo teličke slečejo pri živem telesu od nog do glave in jih obesijo na kavle. Mislim, to pač res nekako ni ok, ne? Pa da ne bova s tako morbidnimi temami in groznimi. Ja, to je pač žal vsakodnevna realnost, ne? In na tvoje vprašanje še da odgovorim, pač absolutno si želim v tej smeri ozaveščati ljudi in jim mogoče pa, zdaj smo zašli v brutalne teme, ampak v bistvu pač tudi na en tak lep in nežen način se da približati ljudem to, pa z veselimi živalicami, ki so rešene, ki so vesele in predvsem ta kuhinja, jaz ko sem kuhala v oddaji Riba, raca, rak, to je bilo tako navdušenje recimo, pač pokazati ljudem, da se da pač vegansko seveda polno živeti in da je to, da si lahko velik gurman, in da se v kuhinji marsikaj da narediti in pač na tak način. In vsi trije jeste takšno prehrano? Tako je. Vsi se dejansko našli tudi v tem prehranjevanju, govorimo o sinčku, ne pogreša? Ja, ne, pač v bistvu to je zgled, kako ti v bistvu, kakšen zgled si ti sam, tudi recimo, če mama kadi, pa potem, ko otrok pride v najstniška leta, pa zagrabi cigareto, pa rečeš, ja, to pa ni dobro zate, ti pa ne smeš, mislim, pač zgled je, Moj mož je pa v bistvu že pred 10 leti, ko sva se spoznala, sem je začela pač odlično kuhati in ga je to v bistvu najbolj prepričalo, predvsem pa potem tudi je v bistvu si marsikaj prebral, se izobrazil v tem in tako in se je odločil, da je pa v bistvu tudi čas, da tudi on naredi nekaj zase in za planet in res, če želimo pač našim otrokom pustiti lepšo to našo mati zemljo, potem je to pač res edini način, the way to go. Nina, najlepša hvala, da si prišla, hvala za vse, kar si mi danes povedala, delila z nami, hvala za čudovita darila, jaz zdaj vem, da prihaja čas, ko lahko zagrizam v tele slastne čokoladice, sicer se potem malo bojim, če mi mogoče, veš, tale outfit ne bo več prav, ampak pri Mani, Red by Mana je nova linija oblačil za milenice in so tudi tokrat zame lepo poskrbeli, pa imam še malo prostorčka, tako da lahko... In si čudovita, draga Eva, najlepša hvala za tvoje povabilo. Jaz upam, da v bistvu, da se dobiva kdaj tudi izven delovnega časa, bom rekla, Tako. In kot so se pogovarjali, ker ima v obe, v bistvu tvoja punčka je taka zelo empatična, mila, In moj fantek, moj Marlon tudi, da se enkrat dobimo tako. Da se poigrata, Evo, zdaj pa dejva čokoladice. Kako si že rekla, Predlagam limono lešnik, jaz bom pa češnjo lešnik, evo. Če Nina ne skrbi za kalorije, tudi jaz ne rabim. Jaz imam malo širši pas od tega, ko smo pač delali te praline, ampak se splača, ker je tako dobro. Zdaj si vzela kavo mak. Ful dobro. Čau. Zelo dobro.